Lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam, pa tudi novinarjem in gospej Nataši v studiu TV Slovenija. Za nami je res uspešen teden. Prvič po 2 mesecih v posameznem dnevu nismo zabeležili nobene nove okužbe. S tem smo dobili dodatno potrditev, da smo v samem vrhu najuspešnejših držav na svetu pri soočanju s tem velikim izzivom. Dobri epidemiološki podatki so nam omogočili, da smo sprostili nekatere ukrepe in zasnovali konkreten načrt za ponoven zagon dejavnosti po državi. Omejitve gibanja med občinami je konec. Odpirajo se trgovine, lokali na prostem, storitvene dejavnosti. Prav tako smo v preteklem tednu sprejeli dopolnila prvega protikorona paketa in celoten drugi protikorona paket. Pripravlja se že 3. sveženj ukrepov, ki bo osredotočen na področje turizma, ter podrobna navodila za ponovno odprtje šol in vrtcev, za zagon zobozdravstva in nekaterih drugih dejavnosti, ki se še ne izvajajo. Ampak vse to pomeni, da se pripravljamo. Ali se bodo vrtci in šole zagnali in kdaj se bodo zagnali, je stvar bližnje prihodnosti. A v preteklem tednu so prišle tudi vesti, ki so razlog za skrb. Ljudje se obračajo na vladni klicni center COVID-19 in opozarjajo, da se preventivni ukrepi ne upoštevajo in izvajajo več tako kot na samem začetku. Preventivni ukrepi še vedno veljajo. Od nas je odvisno, ali bomo pri zajezitvi epidemije še naprej tako uspešni kot do sedaj. Previdnost velja, skupaj zmoremo. Zavedati pa se moramo, da lahko zelo hitro izničimo uspeh, ki smo ga v preteklih 2 mesecih z naporom zgradili. Nadaljnje korake pravkar obravnava Svet za nacionalno varnost na Brdu, ki se sestaja v razširjenem formatu. Pomembna podlaga bo tudi raziskava o prekuženosti populacije z novim koronavirusom, ki se je ob izjemnem tednu zaključila v preteklem tednu. Želeli smo si, da bi nam predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Miroslav Petrovec, rezultate predstavil že danes. Žal to ni mogoče, saj se mora z njimi najprej seznaniti in jih analizirati strokovna skupina na Ministrstvu za zdravje in jih seveda tudi upoštevati pri teh zadnjih odločitvah, o katerih ste že veliko slišali, koliko respiratorjev in druge opreme pravzaprav potrebujemo. Zagotovo pa vas bomo o rezultatih obvestili v najkrajšem možnem času. Današnjo novinarsko konferenco v nadaljevanju posvečamo 2 temama. Naš prvi gost bo docent dr. Tomislav Mirković, nekdanji vodja Centra za intenzivne terapije na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Mogoče bi se na začetek samo obdregnil ob ime respirator. Vidim, da je ta respirator že ponarodela ime za tip ventilatorja, ki ga dejansko uporabljamo pri reševanju kritično ogroženih bolnikov. Ventilatorji obstajajo več vrst, med njimi ste že dostikrat videli, da se v javni govorjenju primerjajo z Mercedesi, z Golfi. No, sigurno si za svoje bolnike želimo čim boljše ventilatorje, kajti ventilatorji na koncu le imajo tisto dodano vrednost, ker je omogoča dejansko ugotavljanje varne ventilacije pri bolniku, namreč ventilator ob nepravilni uporabi lahko dodatno poškoduje pljuča, seveda tega si ne želimo, zato bi radi to najboljše območje varnega predihovanja ugotovili in seveda tako naprej zdravili pač naše bolnike. Ventilator seveda zdaj ob tej krizi, vem tudi sam, da je bila izredna, govorili se je, da bodo ljudje umirali, ker pač ne bomo imeli dovolj ventilatorjev, na katere bi pač lahko dali naše prizadete paciente. Zato je bilo takrat
ko se spomnim, dosti velika zmešnjava v Sloveniji. Zato se je tudi, dobro veste, klinični center nekako šel skupaj z določenimi posamezniki v Sloveniji, ki so bili pripravljeni razviti slovenski ventilator v sodelovanje. Moram tukaj samo omeniti, da smo tukaj res razvili dobre ventilatorje. Seveda do njihove klinične uporabe še dolga pot. Tukaj je predvsem pomemben ta obsežen proces certificiranja teh ventilatorjev, ampak nekje so pripravljeni, da ob eventualni novi krizi, ki bi lahko nastala, seveda COVID je nova bolezen, noben je dobro ne pozna, ne vemo, kako se bo stvari razvijale, bodo nekje pripravljeni in jih bomo lahko v hudi situaciji dejansko tudi uporabili. Seveda, namen uporabe teh ventilatorjev je pa, da jih uporabljamo že certificirani ventilatorji, ker so dejansko ti ventilatorji, ki zdaj prihajajo v Slovenijo, že certificirani. Seveda, govori se, eni so boljši, eni so slabši, to dejansko je res. Zato tudi vem, da je klinični center v Ljubljani šel v samostojno nabavo tega. Od tega so 50 zelo dobrih ventilatorjev in 54 mogoče malo slabših ventilatorjev. Vse v tej domeni, da se pač lahko pacienti pridihujemo. Podatkov, koliko je ventilatorjev v Sloveniji, trenutno nimam, vem pa, da je te podatke zbiral profesor Noč, ki je bil za to tudi zadolžen. Čeprav nisem govorila, tako da podrobnosti res ne poznam, tako da ne bom se spuščal. Ventilatorji, ki so bili pri nas na razpolago, vem, da je komisija, ki je bila ustanovljena s tem namenom v kliničnem centru, dobila na pregled 90 ventilatorjev, tipov različnih ventilatorjev. To seveda pomeni, da dobite samo brošuro in iz brošure si lahko nekaj predstavljate, kaj vam ta ventilator nudi. Seveda so pa dostikrat, sami veste, pomembne stvari tudi v majhnem tisku, tega pa v brošure ponavadi ni. Zato, do začetek stanja s COVID-om smo mi, preden smo se odločili za kak vrst ventilatorja, seveda ta ventilator preizkušali na pacientih. Dobro smo se seznanili in potem kasneje seveda podali mnenje in šli v nabavo ali pa nismo šli. Zdaj je bila situacija drugačna, torej v kratkem času je bilo treba pregledati po prijeti dokumentaciji veliko število ventilatorjev in komisija, katere vodil jo je profesor Noč, je tudi podala mnenje in 13 ventilatorjem nekako z seveda različno stopnjo prioritete dodelila možnost, da se take ventilatorje tudi lahko uporablja pri COVID pacientih. Edini pomislek, seveda COVID je bolezen, ki prizadene pljuča, veste sami, da pri nekaterih močneje, pri nekaterih v manjši stopni, tako da nekateri od teh pacientov, sicer hvala Bogu, je to v manjšem procentu, na koncu pristanejo na ventilatorju. Težave, seveda je pridihovanje, kot sem že prej omenil, v varnem območju. Neki ventilatorji imajo to opcijo, da s tem lahko ugotovite to varno območje, pri katerih je pa to težje in so potrebni posamezni spremenjeni protokoli, da pride do tega varnega območja. Tako da je pravilna bila tudi ta razvrstitev teh ventilatorjev. Nekateri ventilatorji, ki pa so bili tudi na shemi, pa so bili nekje sprejemljivi ob dodatni zahtevi še po dodatnem materialu, kakor je kompresor oziroma cevi za ogrevanje. S tem seveda preprečujemo, da se zaprti sistem, to je bolnik, ventilator in cevi, odpira, da se seveda ta kondens lahko pravočasno odstranjuje, ker sam kondens seveda lahko privede do stanja, da se pacient ne more več ventilirati. Tako da trenutno je stanje z ventilatorji ob tem, da se stanje epidemije umirja, zadovoljivo, tako da mi zaenkrat še vedno uporabljamo ventilatorje, ki smo jih vajeni, torej ki jih obvladamo in so po našem mnenju seveda dobri ventilatorji.